znanjem ponosni v prihodnost. Jože Nemec je bil rojen 22. februarja leta 1943 v Sombotelju na Madžarskem. Otroška leta je preživel v Murski Soboti. Po končani gimnaziji v Mariboru se je vpisal in zaključil študij na Višji tehniški šoli v Mariboru, oddelek za elektrotehniko smer Šibki tok. Zatem se je vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, kjer je diplomiral na smeri tehniška matematika. Po končanem študiju se je leta 1971 zaposlil kot asistent na Višji ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru, današnji ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Istega leta se je vpisal na podiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, smer organizacije podjetij. Doktoriral pa je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 1976 je postal vodja računskega centra Jeklotehne v Mariboru. Leta 1983 pa je postal predavatelj na Višji agronomski šoli, sedanja fakulteta za biosistemske vede v Mariboru. Na tej ustanovi je predaval predmete matematika, statistika in računalništvo. Od leta 2011 je v pokoju. Vsako leto z velikim veseljem pričakujemo napoved teme našega kolega, pomurskega akademika, dr. Jožeta Nemca. To pravim zato, ker vsikdar najde nekaj tak zanimivega, po eni strani povezanoga z matematiko ali računalništvom, po drugi strani pa seveda tudi fejst zanimivega za širši krog poslušalcev. No in tudi letos nas je isto nacedili in na nje pripravil predavanje, en zgodovinski pogled nazaj v razvoj računalnikov. Leta 1981 se je začelo to, brez koj si gnjez življenja ne moremo več praktično zamisliti, torej, ko so se zgodili računalniki, osebni računalniki, torej vsaki svojega kadalejko imel doma. No in pomurski akademik, dr. Jože Nemec, je resen izvrsten poznavalec po eni strani tehnološkega razvoja, pa seveda po drugi strani kak matematik tudi, kaj se je moglo zgoditi, ko se je tehnologija razvila, pa vidimo, ko v fejst kratkem času, razvila do te mere, do te stopnje, ko gnjez so že telefoni, kak računalniki in ko gnjez resen, kako sem pravo, si življenja brez računalnika več ne moremo predstavljati. Zato, da toliko bolj zanimivo se spomnite, kako se je pa to začelo. V 70. letih 20. stoletja so se pojavili prvi računalniki namenjeni individualni rabi. Naprave za domačo rabo so uporabljale za prikaz običajne televizorje, za polnilnike pa kasetofone. Vse vezje pa je bilo nameščeno v ohišju tipkovnice. Profesionalne naprave je običajno sestavljal monitor, v katerem je bila tudi vsa elektronika računalnika ter oddvojena tipkovnica. Vsaka od teh naprav je uporabljala svojo programsko opremo in svoje strojne dodatke. Leta 1981 je podjetje IBM predstavilo svoj osebni računalnik IBM PC. Objavilo je tudi vse tehnične karakteristike in zgradbo računalnika. Poleg svoje prodajne mreže je IBM uporabil tudi prodajne mreže trgovcev elektronske opreme. Taka strategija je spodbudila različne proizvajalce, da so zanj pričeli razvijati številne programe in strojne dodatke. Istočasno pa so začeli prihajati na tržišče tudi kloni računalnika. Vsi ti računalniki so uporabljali operacijski sistem, ki ga je razvilo podjetje Microsoft. Prav Microsoftovi operacijski sistemi in ostala programska oprema so v naslednjih letih diktirali zgradbo osebnih računalnikov. Ti so postajali vedno zmogljivejši in danes jih srečujemo na vsakem koraku. Za razvoj procesorjev velja Moorov zakon, ki pravi, količina tranzistorjev se v integriranih vezjih podvoji vsake 2 leti.
Cene današnjih računalnikov dosega le desetino cene računalnika IBM PC. Hitrost procesorjev so približno 1000-krat večje, diski pa imajo približno 100.000-krat večje kapacitete. Okna je prvi uporabil Apple v svojem računalniku Lisa. Zato so bila okna v operacijskem sistemu Windows dolgoletni predmet spora med podjetjema Apple in Microsoft. Prvi računalniki osebni so stari nekaj več kot 30 let. No, če grem na prvo stran, sredi 70-ih let so bili samo veliki računalniki v glavnem. To so bile naprave, ki so zasedale vsaj 100 kvadratnih metrov prostora, pa kakih 50 ljudi je zadaj moralo biti, da so ga poganjali. Je pa res, da je takle računalnik, recimo tudi Muri je bil nekaj podobnega, lahko vodil podatke za celo regijo, recimo. No in vodilni proizvajalec je bil takrat IBM. Vsi so ga skušali na nek način kopirati, tako na zapadu kot na vzhodu. Recimo na vzhodu je najbolj znana tovarna bila Robotron in ko je bilo pri nas pomanjkanje deviz, smo v Eklotehni kupili Robotronovo tračno enoto in jo priklopili na IBM-ov računalnik in je stvar delala. No, če še to rečem, da v letu 1971 je prišel na trg prvi mikroprocesor Intelov in seveda hitro zatem so začeli ti procesori delati v osebne računalnike. Prvi osebni računalniki, tu jih bom nekaj razredov teh osebnih računalnikov prikazal. Tule na levi strani je prvi Apple. Apple je takrat prodajal računalnike v kitu, ta je stal $666 in 66 centov, vse ostalo so si morali pa sami narediti. Drugi tak računalnik je HeatKitov. Ta HeatKit je bila ameriška tovarna, ki je delala inštrumente za šole in podobno, ampak vse je dobavljala v razsutem stanju in ste ga morali sami narediti. Tudi ta računalnik je stal okrog $600, bil je pa na procesorju Intel 8080. No ali pa drugi taki računalniki, ki se jih starejša generacija spomni, pa da ne boste rekli, da nisem kaj zraven prinesel, malo za nostalgijo. Tole je računalnik Commodore, tole je pa računalnik Spectrum. Mlajša generacija se ga verjetno več ne spomni. Še morda, to je treba povedati, da je bil ta uvoz računalnikov v Jugoslavijo takrat prepovedan. Se pravi, če ste imeli ta računalnik doma, je bil prešvercan. No, še morda dva računalnika, na levi zopet računalnik Partner, zato ker tega je takrat bilo pri nas veliko, ker ga je delala Iskra Delta. Na desni pa računalnik HP-ja. HP sem izbral zato, ker je v tistem času bil HP proizvajalec merilne opreme. To je bil nekako Rolls-Royce pri merilnih inštrumentih. In je računalnike delal samo zato, da je bil podpora pri merilnih inštrumentih. Tako da v katalogu so jih komaj omenili. No in 12. avgusta 1981 je bil predstavljen IBM-ov računalnik, ki ga danes pravzaprav najbolj spominjamo. Zdaj, če rečem nekaj o tem računalniku, tu je IBM prekršil vsa svoja pravila. Prvič, razvoj je bil končan v enem letu. IBM je normalno rabil za razvoj takega računalnika vsaj 4 leta. Uporabljen je bil procesor Intela in IBM je imel svoje procesorje, pa ga ni vzel svojega, ampak je vzel Intelov procesor. Potem vse elektronske elemente, ki jih je vgradil, vsa integrirana vezja, pa to je vgrajeval taka, da ste jih dobili na tržišču, ne svoja. Potem, ko je ga dal na tržišče, je objavil celotno tehnično shemo. In komponente ste smeli izdelovati, ne da bi rabili plačati kakšnokoli licenčnino. To je zelo važno, ker so
potem, če ste naredili kakšenkoli dodatek, niste rabili IBM-u nobene stvari plačati. In naslednja stvar je, da so bili uporabljeni tuji operacijski sistemi, poudarek je na množini. Edina stvar, ki je bila zaščitena, je bila BIOS, se pravi tisti vmesnik med strojno opremo pa softverem, se pravi operacijskim sistemom. Pa še ta je bil objavljen, tako da je bil mačji kašelj ga pravzaprav na novo dizajnirati. In še nekaj je bilo, kar je za IBM bilo nenavadno, prodajal ga je preko trgovskih hiš, tudi poleg svoje verige. Vi ste ga lahko v velikih trgovskih hišah kupili, te z elektronsko opremo seveda. No, če zdaj pogledamo njegove lastnosti tega IBM PC-ja, imel je torej procesor Intel 8088, deloval je s taktom 4,7 MHz, takrat temu niso posvečali kaj velike pozornosti, običajno celo kako hitri računalnik niso objavljali v prospektih. Pomnilnik je imel od 16 do 640 kilobajtov, v osnovi, če ste ga kupili, ste dobili samo 16 kilobajtov. Potem zunanji pomnilnik je bil kasetofon v osnovi. In lahko ste pa dokupili tudi 2 disketi. Potem grafika je bila ali 80x25 znakov ali pa 640x200 točk. Operacijski sistem, pa še nekaj, v osnovni izvedbi ni bilo zraven monitorja. Tako da ste lahko ga primerjali kar z Commodorem, ravno tako ste imeli kasetofon, ravno tako ste imeli televizor, se pravi nekako izboljšan Commodore. No, osnovni operacijski sistem je bil IBM Basic, tale je bil samo za uporabo na kasetofonu, potem PC-DOS, ki ga je kupil od Microsofta, malo več o tem kasneje, in pa še 2 operacijska sistema ste imeli, tisti standard CP/M, Digital Research, s tem, da tale operacijski sistem je stal $260 najmanj, DOS pa $40. Potem pa ste imeli še en operacijski sistem, ki je temeljil na Pascalu in ta je stal pa $400. Seveda, vsi so potem malo šparali, pa so kupili PC-DOS, se pravi od Microsoftov operacijski sistem. In najcenejša verzija, se pravi 16 kilobajtov spomina, brez monitorja, pa disket je stal $1565. Če bi to na današnjo vrednost v evrih preračunali, morate vzeti faktor 3, približno se pravi okrog €4500. No, potem tu je pač en tak cenik za en malo boljšo konfiguracijo tedanjo, da ste dodali še 48 kilobajtov, potem da ste dodali monitor, pa 80-kolonski iglični tiskalnik in je to stalo, reci in piši, ponosnih $4300. Zopet, če bi preračunali današnjo vrednost, cirka 10 do 12 tisoč evrov. Danes dobiti avto za to, ne? No, tu, če naredimo eno tako rahlo primerjavo, torej tale IBM PC, drug tak računalnik, recimo je bil Apple Macintosh, to je bil prvi takle Apple, ki ste ga lahko kupili v eni solidni izvedbi. Ta je imel boljši procesor, hitrejše je deloval in kar je morda, imel je svoj operacijski sistem, bil je tudi rahlo dražji, kar je pa posebej pri Apple povedati, Apple je bil zaprt. Se pravi, še danes, če ste pogledali, zelo težko dobite kak dodatek za Apple, ki je ga izdelal drug proizvajalec. In to je pravzaprav tudi edina tovarna, ki je z svojim računalnikom poleg IBM-a praktično uspela na tržišču. Pa celo po vrednosti, da bi rekel, prehitela IBM. No in drug tak je bil pa DEC, ta je bil pa takrat vodiln na področju osebnih računalnikov. Imel je take računalnike, da so lahko imeli na 2 procesorja in ne vem kaj še vse, ampak ravno tako je bil zaprt in nekako se ni potem kasneje uveljavil oziroma se združil Compaqom in potem dalje se utopil v Hewlett Packardu.
No, prvi PC kloni so prišli, prvi je prišel že leto dni zatem, to je malo napaka, stal je $3000. Potem drugi je bil Eagle Computer, za njega nisem najdel nobenih podatkov, ampak recimo podjetje Compaq je naredilo prvi prenosni računalnik, ki je stal $3600 praktično. Tehtal je ponosnih 13 kilogramov, pa ni imel nobenih akumulatorjev ali kaj takega. Se pravi, če ste hoteli z njim iti, ste ravno tako rabili še 220 ali pa 110 voltov, ampak 13 kilogramov ste morali s seboj nositi. No in morda še tale zadnji je bil pa resnično najcenejši od teh klonov in še pri nas ste ga še najhitreje najdli v tistem času doma. To je bil Schneider, tule na tej sliki je. Ta je pa stal $799, potem se mu cena še znižala. No, IBM je potem, če pogledam, kako je šel njegov razvoj, leto pa pol zatem predstavil malo zboljšano verzijo PC XT. Ta je že imel disk zraven, 10 megabajtov disk, na ta disk bi danes 2 fotografiji celo spravili. In potem še leto dni, oziroma manj kot leto dni, ali pa nekaj leto dni kasneje, še PC AT, ki je imel nov procesor, se pravi procesor 80286, se pravi 16-bitni procesor. Imel je takt 8 MHz in še poseben gumb za turbo, se pravi, če ste tisti gumb stisnili, ste lahko zmanjšali hitrost na 4,77 MHz, zato da so stari programi delali. No in imel je pa že 20 megabajtov disk. Naslednji korak pri razvoju PC-jev je pa naredil Compaq. Prvi je uporabil 32-bitni procesor 80386 s taktom 33 MHz. Centralni pomnilnik, ker je pač bil 32-bitni procesor, je imel lahko od 2 do 16 megabajtov. Grafika je bila tudi nekaj boljša. Imel je disk, vsaj 33 megabajtov, pač odvisno od modela. In disketo, 5-colsko, če se spomnite, da še malo tiste diskete, ki so bile takrat, da vas malo spomnim, malo nostalgije. Diski so bili pa nekaj takega, kot je tole. In lahko ste dokupili tole manjšo disketno enoto za te diskete, ki so bili potem nekakšen standard. In še nekaj imel interesantnega, lahko ste dokupili tračno enoto. To pravzaprav danes še vedno jaz pogrešam pri računalnikih, ker tračna enota je zelo poceni kot odličen backup, ne za kaj drugega. Oziroma morate zelo drago plačati za tračne enote, če jih hočete imeti kot backup. No, če gledamo operacijske sisteme, operacijski sistem MS-DOS pravzaprav ni Microsoftov, ampak je operacijski sistem Seattle Computer Products, ki je imel začetno ime QDOS. To ime izhaja iz izraza Quick and Dirty Operation System. Se pravi, tistega je hitro napisal, pa zelo zamazan, je bil se pravi zelo površno napisan. In tega je Microsoft kupil, ko je zavohal, da IBM rabi nov operacijski sistem za svoje računalnike. Celo je potem tega avtorja k sebi povabil, ki je nekaj časa bil pri Microsoftu, potem je pošel nazaj k Seattle Computers. In leta 1982 je izdal prvo OM verzijo, kmalu zatem je bil pač prvi klon tudi. In dalje, aprila 1991 je prišel na trg prvi Windows in januarja 1992, tu se vidi tista strateška napaka IBM-a, da je vse pustil drugim. Do tedaj je pravzaprav do PC-jev je operacijski sistem vedno bil njegov, celo samo v najem ga je dajal, tu je pa pravzaprav dal tuje in je Microsoft pravzaprav presegel vrednost giganta IBM-a, mislim, borzna vrednost. In avgusta 1995 je pač 1995 je prišel operacijski sistem Windows 95 in seveda pol dalje še vsi ti Windowsi, ki jih danes
poznamo. IBM je na vse te izzive skušal odgovoriti z modelom PS2, ki je imel pa različne modele od 8086 procesorjev pa do 80386, kar vrsta modelov je bila. Potem tudi zato je različna hitrost bila. Edino, kar je pri višjih teh računalnikih višjega cenovnega razreda, je skušal upeljati microchannel arhitekturo, se pravi, skušal ga je približati takratnemu modelu sistemov 370, starim računalnikom, velikim računalnikom, ampak zadeva je bila zanj polomija. Takrat ni bil več on tisti, ki je diktiral razvoj računalnikov, ampak če ste pogledali, so po tistem, ko je Windowsi so prišli na tržišče, se je pojavila nalepka Microsoft Compatible. Se pravi, ni več bilo važno, ali je PC ali pa IBM Compatible, ampak je bilo važno, ali je Microsoft Compatible, in od takrat dalje pravzaprav IBM ni igral na tem področju več nobene vloge. In leta 2004 je IBM svoj PC Division prodal podjetju Lenovo, tako da če danes kupite IBM-ov računalnik, ste v bistvu kupili računalnik podjetja Lenovo, ne pa IBM. No in če danes pogledamo malo primerjavo, jaz sem vzel Lenovo All-in-One, tako da sem vzel najcenejši računalnik, ki ga Bank ponuja, ima recimo Pentium procesor, dvojedrni, približno 1000-krat večjo hitrost, kot je bil prvi računalnik. Piše, bom takoj končal. Pomnilnik ima tudi 1000-krat večji, diskete nimamo več in grafiko nekajkrat večjo in operacijski sistem DOS. Tu je napaka, tu je $480 bi stalo. Se pravi, če vzamete, da bi stala ena kolikor toliko solidna kombinacija prvega PC-ja $10 do $12,000, tega pa $480, je razlika tudi očitna. No, jaz bi s tem končal, da ne bom preveč tisto rdeč znak. Edino to je še moral zakon, da se pač stvari povečujejo vsake 2 leti. Tudi ta se bo počasi končal, ker že prihajamo v obdobje počasi, ko prihajamo fizičnih omejitev polvodnikov. Tako da čez kakih 10 let bomo morali si nekaj druga zmisliti. Hvala. Ste vedeli, da je bila prva maskota računalnika IBM PC možak, ki je kloniral komika Charlieja Chaplina, da je prvi prenosni osebni računalnik tehnal 13 kg in je deloval le, če je bil priključen na električno omrežje. Na podobnih področjih raziskujejo pomurskem akademiku dr. Jožetu Nemcu še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. Dominik Benkovič, pomurski akademik dr. Aleš Časar, pomurski akademik dr. Istok Fister, pomurski akademik dr. Matej Gomboši, pomurski akademik dr. Jožef Đorkeš, pomurska akademkinja dr. Melita Hajdinjak, pomurski akademik dr. Davorin Kofljač, pomurski akademik dr. Renato Lukač, pomurska akademkinja dr. Mirjam Sepeši-Mavčec, pomurski akademik dr. Andrej Tibaut in pomurski akademik dr. Borut Žalik.